Dragi otroci, lep pozdrav! Danes vam bom prebrala pravljico o volku, ki je padel s knjige. Da pa bi všel groznemu mačku, ta smukne v naslednjo knjigo, vendar tudi ta ni prava. Pa prisluhnimo, ali bo na koncu zgodbice našel pravo knjigo. Na Zojinih knjižnih policah je bilo natlačenih toliko knjig, da je ena izmed njih nekega dne padla na tla, ven pa je skočil volk iz zgodbe. V knjigi je bil znan kot strašni volk s koničastimi zobmi in kot noč črno dlako. Toda zdaj, ko je bil čisto sam v Zojini sobi, ki je ni poznal, je bilo volka iz zgodbe zelo strah. Najprej je skušal poiskati varen kraj in se zateči pod svojo knjigo, ki se je med padcem postavila v majhen šotor. A kaj, ko je v Zojini sobi dremuhal muc? Ogromen muc, ki si je že oblizoval ustnice. "Tikaj se me," mu je rekel volk. "V svoji knjigi sem strašni volk, ki se ga vsi bojijo." "Morda," je rekel muc. "Ampak zdaj nisi v svoji knjigi, zdaj si v Zojini sobi in to je moje ozemlje." Volku je postalo tako strah, da se je skušal vrniti v svojo knjigo. Toda ovca ga je brcnila ven, ker je v zgodbo prišel prezgodaj. "Kaj delaš tu? Prezgoden si. V tej zgodbi se volk pojavi pozneje. Nas nisi mogel samo pustiti, da bi se v miru napasle." Pa je v knjigo tako skušal priti skozi drugo stran, toda tam so ga ušteli drugi volkovi. "Pa kje imaš pamet, ti buča brihtna? Zdaj si šele prišel, ko je konec zgodbe? Bravo, vestnost pa taka." Muc se je premikal bliže in bliže volku. "Hitro bo moral steči proč." Volk se je tako povzpel po knjižni polici navzgor in iskal knjigo, v katero bi se lahko zatekel. Knjižne police so bile visoke, ravne in strme kot pečina. Skoraj 10-krat je padel iz njih. Našemu volku je končno uspelo zlesti do najvišje police, kjer je skušal priti v prvo knjigo. Knjiga je govorila o princesi in na strani, kjer je vstopil volk, je kralj za svoje dvorjane priredil ples. "Zelo mi je žal, gospod volk," mu je rekel služabnik. "Če želiš ostati v tej zgodbi, se moraš preobleči. Nadeni si kravato in suknjič ali svečano obleko." "Svečano obleko," je odgovoril volk. "Kaj pa, če me takega vidijo drugi volkovi? Le kaj si bodo mislili o meni?" Služabnikom ni preostalo drugega, kot da volka brcnejo iz knjige. Toda zunaj je nanj še vedno prežal muc. Zato je volk skušal priti v drugo knjigo. V tej knjigi je bilo vse zelo čudno. Svet okrog njega mu je bil popolnoma neznan. Za seboj je nenadoma začutil premikanje. "Fant moj," je rekel dinozaver, "v tej knjigi ne boš mogel ostati. Izbral si napačno časovno obdobje. Zamenjati bi te moral nekdo od tvojih prednikov. Zate je tukaj nevarno." Živali v tej zgodbi so bile gromozanske in nevarne. Niti malo niso bile izobražene. Obnašale so se kot prazgodovinske živali. Zaskrbljen je volk hitro odsvrl iz knjige. "Tisto knjigo zapri kar se da močno," mu je rekel muc. "V Zojini sobi nočem imeti nobenih prazgodovinskih živali." Volk je naključno izbral še eno knjigo in stopil vanjo. Znašel se je v širnem gozdu. "Gozd, to je že bolje," si je rekel. Hodil je dolgo časa. Nenadoma pa je zagledal majhno, v rdeče oblečeno deklico, ki je sedela na deblu in jokala. "Kaj je narobe? Zakaj jočeš?" "Na poti k svoji babici sem, zanjo imam nekaj palačink in malce masla. Tukaj bi morala srečati volka, vendar ni prišel. Pozna bom, moja zgodba bo uničena, zato jočem." "No, tukaj sem," je rekel volk. "Jaz sem volk, črn sem kot noč in imam velike zobe. Če želiš, ti lahko pomagam." Deklica ga je pogledala s solzami v očeh.
Bi res to storil zame? Si ti ne mudi ukaniti 7 kozličkov ali požreti kakšne ovčke? Ne, časa imam na pretek. A bi šel potem z mano do babičine hiše? Spotoma te bom naučila, kaj moraš reči. Prav. In tako sta se objeta odpravila proti babičini hiši. Na cesti sta se razšla, da bi zabavala otroke. Ne pozabi na preobleko, je rekla deklica. Ne skrbi, je odvrnil volk. Vem, kaj moram narediti.